Jaz sem društvo vodil od 96 do 98. Rekel, proti koncu tranzicije, oziroma ni še čez konc, še danes ne konc. Ampak takrat je že bilo, smo že bili skoraj da zacementirani v Evropski uniji. Na prvem srečanju, ki sem ga jaz organiziral, je bila to ključna tema. Slovenske mitologije, ker smo poslušali pripraviti ljudi, da ne povedali kaj racionalnega o tem procesu, ki se takrat dogaja in vedete dejansko velika novost in sprememba velika. Zelo je bilo opaziti, da ljudje ne razmišljajo racionalno, da to ni bil racionalen premislek, ki nas je vodil v Evropo, da je bila to emocionalna in kakšna še ideja. In mi smo hoteli takrat malo to osvetliti, malo drugače, malo bolj racionalno. Moram reči, da ideja ni povsem uspela, ker tudi pri profesionalcih takrat še vlada ta euforija okrog Evrope. So se ukvarjali s to utopijo Evrope in te vojne, kot se danes take primere, da vojne se divjajo okrog in okrog, pa se ljudje delajo, kot da ne divjajo. Takrat je bilo tudi nekaj takega, da mi smo se že ven izrekli, nekateri drugi tudi že, ampak vojna na Balkanu je bila seveda še precej aktualna, pa v socioloških krogih tega nismo ravno obžalovali. Tako da bi uradno razglasili to kot neko nosilno temo, to se ni zgodilo. Neformalno seveda je bilo veliko tega, neki posamezniki so tudi kaj napisali na to temo, ampak prav, da je bila to mainstream tema, takrat tega pa ni bilo. To imamo v spominu konferenco, ki je bila zelo odmevna iz Portoroža iz leta 1971. Res je bila zelo odmevna konferenca o jugoslovanski krizi, že takrat. Kriza in razvoj Jugoslavije, to je bila tema. In prišli so sociologi iz celega sveta, ampak celes jug je bil še. Jaz sem takrat bil še v gimnaziji in bil to eden izmed razlogov oziroma argumentov, zakaj sem se pol odločil za študij sociologije. To me je bilo kar fasciniralo, kako so takrat sociologi razlagali, ker tega nismo sicer po medijih, tega nismo zaznali. Je drugačen diskurs je bil. Jaz odkrat vem za sociologijo, običajno ljudje javljajo, da sociologija izgublja pozicije, izgublja ugled, izgublja še marsikaj. Ena izmed mojih ključnih radikalnih tez, ki še ni čisto dobro obdelana, je, da je nam PR službe so nam pobrali 3/4 posla. Ker kadarkoli naleti neki subjekt družbeni do nekega problema, do vprašanja, se takoj pojavijo PR-ovci in začnejo razlagati, kaj je. Takrat bi morali delati temeljite, družboslovne, sociološke, še kakšne druge analize, ne pa se samo s PR-om ukvarjati. Trump nas je posekal, seveda, z nekaj kratniki. To, kar on počne, to verjetno noben sociolog, niti običajen človek ni mogel predstavljati, da bi kar neke alternativne resnice šibale in to globalno in tako naprej, nazaj. Ker se mi zdi, da na mnoga vprašanja, ki se pojavljajo, pa jih poskušajo Trump and company pokriti z nekim, bom rekel po domače, bullshitov. Te zadeve so tako odprte, da se nujno rabi kompetentne strokovnjake, ki znajo interpretirati zadeve, ki znajo pojasniti kakšno stvar. Jaz sem precej kritičen in tudi samokritičen, ker sem pač nekaj prispeval oziroma ne prispeval, ampak mislim, da sem pa kje smo pa kljub vsemu zadeli, kako se reče, ževico, mrljavico. Da se je pojavila neka razprava, neka pojasnitev ali pa uvid v nekaj, kar do zdaj ni bilo. Recimo, civilna družba, v kateri prej sploh nismo vedeli, da je to neka teoretski konstrukt možen, se je razvila zelo obširna razprava. To je bilo že v 80-ih. Je bila Slovenija skoraj velika špica glede razprave o civilni družbi in učinkih civilne družbe. To društvo nekako niha med institucijo, kjer naj bi se sociologi malo med sabo in sociologinje seveda malo družili, malo pozabavali, malo bolj sproščeno pogovarjali, kot v bistvu neka sindikalistična organizacija. To meni ni preveč všeč, nikoli bilo, tudi danes mi ni, ampak po drugi strani pa društvo, kot sem rekel, odpiralo neke teme, relevantne teme. Ali pa društvo, oziroma skupnost sociologov bila nek bazen za
mogoče nekatere družbene pozicije. Ministri jih je kar nekaj rekel. To mi je eden izmed teh, ki je bil minister, rekel, da se ne da nič premakati. Da je vse da cementirano, da rabiš ne vem koliko energije, da narediš minimalni premik. Jaz verjamem, dok družboslovje oziroma sociologija bi mogla tudi tu kaj prispevati oziroma pomagati, da bi se to premaknilo. Vsega pa seveda ne, to je pa treba priznati, da tudi v sociologiji bi rabil stavek, tega pa ne vem. Jaz mislim, da bi morali odkrito povedati, pa što vemo, tega pa še ne vemo. Nam bo pa umetna inteligenca pomagala.